Za mano sta prva 2 kilometra, mislim pa, da jih bo danes še kar nekaj. Čas je za malo drugačno pohodniško avanturo. Nedavno sva se s prijateljem, ki je doma tule pod Krimom, pogovarjala o nabiranju kilometrov po Medvedovih stopinjah in mi je omenil pentljo. Nisem še nikoli prej slišal. Gre pa za krožno pot v obliki osmice oziroma pentlje po občini Brezovica. Niti nisem vedel, da v to občino spada tudi Krim ter Rakitna. In zato je ta pot dolga kar 84 km. Ideja je, da jo prehodim v 2 etapah. Na tej poti so nekako združili vse zanimive točke in kraje v občini. Začel pa sem s tem lažjim barjanskim delom na mostu čez Ljubljanico, torej v Podpeči, kjer se ta dva kroga nekako stikata v osmico oziroma pentljo. Za mano je dobrih 6 km in prvih 100 višincev na temle kuclu med Donanjimi goricami. Veliki vrh, čez barje gre kar hitro po kolovozih, malo tudi po pešpoti, po teh barjanskih gozdičkih. Grem torej v smeri severa proti Brezovici. Pot je lepo označena tako s knafičevimi markacijami, kot tudi s to ležečo osmico, ki predstavlja pentljo, predvsem na vseh razpotih. Sicer je pentlja razdeljena na 18 odsekov, vsak ima tudi kontrolni žig, kot je tale tule na velikem vrhu. Zdaj pa spet malo navkreber, smer Gradišče in na to Debeli vrh. Tu sem na tem severnem obrobju občine Brezovica. Prejšnjih 5 km je šlo večinoma po cesti od Donanjih goric proti Brezovici, tako da ta del ni bil tako prijeten kot tisti začetni. Zdaj pa spet nazaj v pomladni gozd. Sem tik pred Debelim vrhom, 540 metrov od Gradišča grem, sicer pa je za mano že 15 km pentlje. Lepo nabiram kilometre, razlog pa za trening, za Medvedove stopinje. Ne poznate, tudi jaz nisem, pred 2 letoma sem prvič slišal na Petrovem kanalu v naravo. Gre za najzahtevnejši vzdržljivostni pohod v Sloveniji po Kočevskem rogu, 64 km, več kot 2000 višincev. No, sam sem se za prvič prijavil na polovičko na 36 km, se pa prijave na začetku februarja jih ponovadi odprejo, zapolnijo že v nekaj urah. Mislim, da bo udeležencev več kot 1200.
Tole je Plešivica, pravzaprav že četrti hribček na tejle turi, tako da sem naredil več kot 550 višincev, pa čeprav je večina kilometrov položnih, dobrih 22 je že za mano. Sredi Barja sem, vračam se torej proti Podpeči. Je pa tole blizu še ena zanimiva stvar, sicer v sosednji občini, tako da tale pentlja ne gre mimo. To je Mali plac, ostanek Barja, kot je nekoč bil. Mokrišče, žabe, zanimivi zvoki, to si morate enkrat pogledati. Severni del pentlje je za mano, tamle je že Podpeč pod Sveto Ano, tako da še nekaj 100 metrov do mosta čez Ljubljanico. 27 km sem naredil, krajši je ta severni barjanski krog, tako da me daljši hribovski še čaka. Bom danes še malo potegnil, vsaj še do jezera, pa na Sveto Ano, morda do Planince in se spustil proti Precerjam. Približno 7 ur mi je vse skupaj vzelo s postanki vred. Kar nekaj asfaltnih delov tule čez Barje, tako da sama pot ni ravno za dol past lepa, je pa prava za nabiranje kilometrov. Vse pa, čeprav je precej ravninska, nabere kar nekaj višincev, dobrih 700. Od Podpeškega jezera, ki je z 51 metri globine eno najglobjih v Sloveniji, sem se povzpel na Sveto Ano, ki je nekako srce te občine Brezovica, ki je velika 91 kvadratnih kilometrov. Sama Brezovica naselje je na severu, torej Sveta Ana, ta razglednik nad Ljubljansko Barje tu v središču. Na eni strani torej Barje, Ljubljanica, voda, na drugi strani pa kraški svet Krimskega pogorja za drugo etapo te pentlje. Še kar nadaljujem, tole je Planinca pod Krimom. Na dobrih 600 metrih nadmorske višine sem nekako bila ideja, da skupaj naberem 1000 višincev, par desetih še manjka. Tule se pentlja nadaljuje navzgor proti Krimu, sam pa bom malo naprej presekal pot in ujel sestop pentlje z Rakitne in od tam nadaljeval navzdol do Kraškega polja, Ponikve, do Preserij in nazaj v Podpeč. Tole v bližini Planince, malo naprej v tele cerkvice, je še en zanimiv kraški pojav, jama Ledenica. Mogoče sem malo pretiraval, me je ujela tema, se bo kmalu 12 ur, odkar sem štartal v Podpeči. 45 km bo vse skupaj 1160 višincev. Iz Ponikev sem se dvignil v Preserje ter v Kamnik pod Krimom ter spustil žalostne gore nazaj proti izhodišču, ker tule po cesti sem zdajle ubral. Prava tura, dober trening za medvedove stopinje, zdajle pa zaslužena malica.